lepo pozdravljeni v stoječih novicah. Današnje stoječe novice bodo govorile o svobodi. Pravzaprav govoril bom jaz, ampak razmišljali bomo pa skupaj. Skušal vam bom vreči tako imenovano kost, da bomo pravzaprav vedeli res, kaj pravzaprav svoboda je. Ker o svobodi slišimo na vsakem koraku. Pravzaprav jo imamo v glavi, jo imamo v srcu, živeli bi jo radi pravzaprav vsak dan, na vsakem koraku. Ta svoboda je bila posebej aktualna v tem času, ko smo preživljali korono. Oziroma preživljali, kakor smo je pač preživotarili mogoče, ne? Ampak cilj vseh nas, ali pa vsaj večine nas, je bil, da smo svobodni, da preživimo enkrat to korono, da je prebolimo in da bomo potem spet delali, kar nam je prav. Ampak, ali je res svoboda to, da delam to, kar želim sam? Kar se meni trenutno zazdi? Vprašanje. Ta svoboda se imenuje zunanja svoboda. In po tej zunanji svobodi smo hrepeneli v koronskem času. In kdor je lahko hodil, kamor je hotel, se je počutil svobodnega. Vprašanje pa je, ali mu je ta svoboda prinesla tudi srečo, tudi veselje, tudi pravo blagostanje v njegovem srcu. Vprašanje, razmišljajmo skupaj. Poznamo dve svobodi. Ena je zunanja svoboda, druga je pa notranja svoboda. Za notranjo mogoče smo že nekje teoretično slišali, ampak ne vemo pa pravzaprav, kaj to je. Bistvena razlika med notranjo in zunanjo svobodo je v tem, da za zunanjo svobodo potrebujemo neke zunanje okoliščine, ki nas naj bi osrečile. Ampak vprašanje, če smo za to srečni. Ali smo res zdaj bolj srečni, ko se lahko bolj gibljamo v tem pokoronskem času? Ali pa je to samo neka čutna zadeva, ki nas dela odvisne? To je vprašanje. Za notranjo svobodo pa ni treba iti nikamor. Notranja svoboda je odvisna od mojega notranjega razpoloženja in predvsem od tega, od vsakdanje odločitve, ali želim biti svoboden, ali želim biti srečen. In pravzaprav za svobodo mi ni treba iti nikamor, lahko sem ujet celo, ampak če sem srečen, če sem zadovoljen sam s seboj, potem sem notranje svoboden. Nekdo bo pa lahko iskal karkoli, zabave, dopuste, seveda v tem aktualnem dopustnem času smo, ampak ne bo srečen. Na koncu bo prišel domov prazen. Zato se vprašajmo, ali smo najprej zadovoljni sami s seboj, ali res živimo v skladu s svojim srcem, to, kar nam srce govori, ali smo polni ene vesele življenjske energije. Torej, do sedaj smo prišli do spoznanja, da je bistvena razlika med zunanjo svobodo in notranjo svobodo. Se pravi, zunanja svoboda je odvisna od trenutnih okoliščin, na katere pač ne moremo dostikrat vplivati, notranja svoboda je pa odvisna izključno od mene. Pa še ena stvar je, za zunanjo svobodo bomo v teh dneh, ko so dopusti, ko odhajamo na morje, ko odhajamo v planine, ko odhajamo na razne druge dopustniške kraje, bo zelo veliko stala. Vprašanje pa je, kako bomo potem reagirali, ko bomo prišli nazaj, ko bo prazna denarnica. Notranja svoboda pa ne stane nikogar ničesar, ne. Pravi, notranja svoboda je poceni, človeka razveseljuje, daje mu veselje, pa še, kar je najbolj bistveno, razveseljujemo drugega in razveseljujemo okolico in ves svet, ki se vrti okoli nas.